Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Mladi, ki so bili odlični skozi vsa leta osnovnošolskega oziroma srednješolskega izobraževanja, so dokazali, da se lahko z veliko truda in odgovornosti doseže marsikaj. Najbolj bi se zapomnil v bistvu učitelje, ker dobri učitelji so bili, moram reči. Učitelj za fiziko je res zelo dober učitelj. Nekaj si bom ful zapomnil, pa mislim, tako celo šolo kot stavbo si bom zapomnil. Kam si se vpisal naprej? Gimnazijo Jesenice. Kam te vodi pot naprej? Vpisala sem se na višjo ekonomsko v Kranju, tako da upam, da bo tudi tako uspešen kot srednja šola. Kaj ti je bilo najbolj všeč v vseh letih srednješolskega izobraževanja na Jesenicah? Najbolj mi je bilo druženje s sošolci, ker smo se res v redu imeli, drugače pa spoznavanje tudi novih stvari. Ti je bilo najbolj všeč v vseh letih gimnazijskega izobraževanja na Jesenicah? Da sem dobil potrebno znanje, ki ga imel za naprej, pa tudi to, da smo navezali dobre stike s prijatelji. Kateri predmet ti je bil najljubši v vseh letih? Športna vzgoja, ki način treba početi. Kam greš zdaj naprej? Inženirstvo materialov na Osnovno-tehniška fakulteta Ljubljana. Kam se ti odpravljaš po gimnaziji? Ja, računam na medicino, drugače pa laboratorijsko biomedicino, se pravi naravoslovna smer. Kaj pa je bilo tebi v vseh letih najbolj všeč na gimnaziji? Več na splošno kakovo znanje, ki so nam predali, se mi zdela več zelo v redu. Ti boš ti preživela počitnice? Tudi bom delala prek študentskega servisa. Za malo zatuška. Ravnateljica jeseniške gimnazije magistra Lidija Dornik meni, da so k odličnemu uspehu učencev in dijakov svojo zavzetostjo in spodbudo veliko pripomogli tudi učitelji in starši. Pravzaprav mora biti neka idealna kombinacija vseh teh treh ljudi in pa profesorjev, da se pravzaprav lahko to izpelje v željeni smeri. Predvsem pa pomembno je, da res mladi najdejo v učenju vrednoto. Tega se mi zdi, da včasih v družbi nasploh manjka. Vsakoletni sprejem najuspešnejših učencev in dijakov s podelitvijo knjižnih nagrad po besedah Tomaža Toma Mencingarja spada najprijetnejša županova opravila. Mi smo ponosni na te generacije v pričakovanjih, da bodo tudi nadaljevali bodisi izobraževanje kot osnovnošolci na srednjih šolah ali pa srednješolci na fakultetah in potem, kar je še bolj pomembno, sem prepričan, da je potrebno imeti pogoje za zaposlitev, praktično gospodarstvo je tisto, ki mora skrbeti v tem delu in potem lahko rečem, smo dosegli tisto, kar je bilo tudi namenjeno v ciklusu celotnega izobraževanja. In vaša želja je, da se po končanem šolanju vračajo nazaj domov na Jesenice? Absolutno, to so vsi župani, ne samo jaz, zainteresiran, da se potem, ko dosežejo stopnjo izobrazbe, usposobijo, da se potem tudi vrnejo na lokalni nivo in mislim, da je to potem tista dodana vrednost celotnega izobraževanja na lokalnem nivoju.